Sedaj pa za oder vabim gospoda Roka Bana, producenta. Malo imam težave s tehniko, ampak pač ta prizor v glavnem vsi poznate. V bistvu se bom pa malo navezal na Natašo, ker v bistvu tukaj gre tudi približno za 1 milijon denarja, ki bi državni blagajni prinesel 386 000 po tej študiji, pa imel bi verjetno zraven še pač ta 1 milijon 800 multiplikativnega učinka, pa se to seveda ni zgodilo, ne. In zakaj se to ni zgodilo, vam bom povedal malo kasneje. Mogoče gremo najprej za začetek malo v preteklost. Na prelomu tisočletja je bila aviaindustrija zdesetkana, kadrovsko in tehnično podhranjena in najboljše ekipe so bile v bistvu na nivoju mogoče boljših amaterjev. Z razvojem tako imenovane komercialne produkcije se je začel razvijati tudi kadrovski potencial in graditi smo začeli tehnično bazo. Oboje smo dvignili na zavidljiv nivo in danes lahko konkuriramo zahtevnejšim projektom. Ne pa najzahtevnejšim. Infrastrukturo produkcije smo razvili dokamor se da z entuziazmom, z podjetnostjo, z izjemnimi posamezniki. Če hočemo stvari pač spraviti še naprej, pa moramo stopiti skupaj in začeti delati še bolj zares. Zdaj vam bom pokazal še en filmček. Avant que je puisse réagir, j'étais embarqué dans un camion de livraison et voilà comment j'ai atterri ici. Ah, c'est incroyable, hein. Hein, t'entends ça, chérie? Oui, c'est fou. Ja, The Art of Making Stories. Meni se je zdaj pač fajn to pokazati, zato ker govorimo o audiovizualni industriji, pa fajn, da pač malo tudi gledamo, pa da se malo zbudimo, pa tako. Je pa ta oglas v bistvu, po mojem, en tak tipping point slovenske v bistvu produkcije. To je bil najbolj nagrajevan oglas na svetu leta 2010. Posneli smo ga sicer leta 2009 in je v proračun prispeval čist direktno skoraj 90 000 evrov in multiplikativni učinek je bil pa 405 000 evrov. In od tukaj naprej nam je šlo zelo dolgo v bistvu samo na boljš.
ker je v bistvu od 2010 praktično smo vsi v tem sektorju, razen seveda javnih financ, tako rekoč sam rastli. In to je pa nekako pač kulminiralo, tako kot študija prav tam 13, 14, 15 se je stvar zares odbila. Ne. Ampak, kot sem omenil, ne, zdaj pač prelomna točka in če ne bomo tukaj na lovorikah zaspali, potem bomo pač zaostali. Če hočemo postaviti pač letvico višji, prej sem omenil, da smo pripravljeni za zahtevnejše projekte, nismo pa pripravljeni še za najzahtevnejše projekte. Ne. Če pa hočemo to narediti, pa rabimo neko malo bolj kompletno strategijo, moramo pač skupaj stopiti in treba razviti tudi vse podporne industrije. Tukaj bi se mogoče zahvalil gospe Bučar, ki je prva, zdaj mi smo tako prepoznali z državnega nivoja, ki je pač nekako prepoznala to, da moramo skupaj delati, če hočemo kam prideti. In v bistvu prvič v zgodovini smo zadnjič nedavno sedeli vsa možna producentska društva, združenja, ki obstojajo v tej državi skupaj in smo v bistvu se pogovarjali in smo sedeli za isto mizo in smo celo prišli v bistvu do konsenza in smo celo sproducirali dokument, s katerim v bistvu si želimo s konkretnimi ukrepi in predlogi, kako bi lahko izboljšali naše pogoje dela. Zdaj pa I don't know about you guys, but I'm up for sleeping under the stars. Sure you are. Tents are for losers. Wow. Did King of the Jungle just call us losers? All right, losers. This is our spot. Hotel? Yeah. 5 stars? But guys, if Nina asks, I slept under the stars. Under the 5 stars? Come on, guys. I depend on you guys, okay? Ready to wait for us? Nina, isn't that our man? What are they doing here? I thought they said wilderness, not wellness. They said wilderness. They did. The Ford SUV family, to help you go further. To, kot ste opazili, je samo en ikoničen posnetek Slovenije, noter vse ostalo je bilo pa posnet v Sloveniji, zato ker pač nikakor nismo mogli dobiti dovoljenja, da bi ta avto pripeljali blizu vode in je bilo pač vse skupaj posnet na koncu v Italiji in nismo smeli delati efekta umetnega dežja. S tem je pač država ostala direktno brez 96.500 evrov in brez 450.000 evrov finančnega učinka. Ne. In takih primerov bi vam lahko le kazal v bistvu do jutri, pa jih ne bi zmanjkali, ker danes se tudi, kot bomo kasneje videli, ne sme niti v Bohinjskem jezeru več plavati za namene komercialne produkcije. Da pa ne bomo sami jambrali, meni se ti, da je pač super, da imamo mi zdaj to shemo davčnih vzpodbud za tuje produkcije. Država ponuja denar, če kdo pride sem snemati. Plačajo, da prideš. Ne? In to v bistvu zveni res dobro. Je pa tako, kot je pač Nataša že prej omenila, ti dejansko lahko pometeš svetovno konkurenco, dobiš projekt, pa prideš sem, pa ne smeš konja sprehoditi po makadamu v Triglavskem narodnem parku, ker pač noben ne ve čisto točno zakaj. Ampak potem pač projekt ne gre naprej. Ne. In zdi se mi, da smo mi dostikrat dobesedno žrtev raznega arbitrarnega posojanja posameznih uradnikov, pa črkobralske interpretacije zakonov. In tukaj bi se pač dali zelo hitro, zelo veliko narediti, da bi kle premaknili naprej. In kdo v bistvu to dela, mogoče kle dejansko na prvem mestu treba tudi včasih pojeti imena. Ne? In to je Triglavski narodni park, zadnjič smo se hecali, je Gregor omenil, da bi kratica lahko bila tudi tukaj, ne produciramo. Ne? Potem imamo pač podobne izzive tudi, ne vem, Univerza v Ljubljani, grad Strmol, grad Stežnik, DRI, občina Kranjska Gora, spet bi lahko pač našteval zelo dolg časa, kaj vse je. Ravno zdaj smo pripravili nekega korejskega filma in je tudi od zdaj 5 snemalnih dni bojo 4 v Italiji, ker pač recimo Univerza Ljubljana nam ni dovolila postaviti kamero na cesto in da nekdo vstopi v stavbo univerze. To pač ni bilo mogoče. 14 dni kasneje so nam pa poslali, če bi sponzorirali eno skupino študentov, ki gre v Avstralijo. Pač, ne, roka roko, ali kako že gre. Ne. Vam bom pokazal še en filmček, ki se mi zdi zanimiv. Tako za... Right. Happy anniversary, baby.
My love for you is like a butterfly. It's beautiful. Oh, I love tanks. Yeah. Zdaj, ne me narobe razumeti, mi ne bi s tanki po Triglavskem narodnem parku, ne. Ampak ta ni naš oglas, ker mi nikoli nismo posneli za tanks.com nobenega oglasa, čeprav smo bili mnogokrat v piču, da bi ga, in pač nismo ga posneli zato, ker pač nikoli nismo zagotovili tanka. In po mojem bi kaj takega komot posneli na Počku, tam se tanki vozijo v resnici vsak dan, ne, če pač itak oni jih morajo vsake toliko zapeljati, drugač dizel ne vžge, bi ga mi posneli, vojska bi od tega nekaj zaslužila direkt in guess what, ne, država Slovenija bi pač spet dobila 40.000 evrov direkt v proračun, pa 190.000 evrov multiplikativnih učinkov. Tako da, zdi se mi, da bi se dal res veliko narediti, ne. Pred leti smo lahko posneli s helikopterjem recimo cesto na Vršiču, danes se tega ne da več, kljub temu, da politiki in pivo na Kredarico še zmeraj letijo s helikopterjem, na TNP snemati se pa pač ne sme, ne. Ampak mi smo zamenjali helikopterje, zdaj z droni kamere imamo dražje, tudi znižujemo ogljični vtis z celotno našo produkcijo, na produkcijah GIS slab ne uporabljamo plastike ali pa nerazgradljivih materialov v cateringu že leta. Mi se gremo pač te stvari zares. Zdaj imam pa še en oglas, ki sem že prej omenil, ta je zelo star. Ta je zelo star, ampak je čist fajn. Pa ga bom mogoče kle ostal, pa nadaljeval. To je pač ena brana na reki Pišanci, malo gor nad Kranjsko goro. In nima tolmuna in se ne da skočiti noter. Ampak takrat smo pogruntali, da je to brano treba sanirati, pa smo se s podjetjem, ki ima koncesijo za vzdrževanje tega, pač zmenili, da mi pokrijemo pol stroškov te investicije, ki bi drugače šla iz javnih sredstev, predtem pa nam skopljajo jamo, mi tole posnamemo in potem oni končajo. Skopati bi pa itak mogli, ne. In pač smo bili v bistvu vsi zadovoljni in to nam je uspelo narediti v resnici dvakrat, ker je teh bran več tam gor, ne. Potem se je pa pač spremenil načrt o upravljanju Triglavskega narodnega parka in tega ni več mogoče narediti, ne. Poglejmo zdaj film naprej. Tega se tudi danes ne da več posneti na Triglavskem narodnem parku, ne. Zdaj pustimo to, da so nam jadrnico pustili noter dati, je bil pač, danes se tega ne upaš niti vprašati, ampak danes ne moreš niti posneti več ženske, kako plava v Bohinjskem jezeru, zato pač snemamo en kup stvari čez mejo v Lagodi Predil, kukar, ne, ali pa v Rabelskem jezeru, ali pa gremo na Fužinsko jezero, ne. In lahko vam bi tle spet pač postregel z multiplikativnimi učinki in z direktnim izpadom, ko pač tega ne da. Pa še malo en del oglasa je bil posnet pa tudi po našem tujem kolegu, ne v tujini. To je kamen. Nismo imeli časa do kje dol, predvsem tem. Mogoče bom par stvari še ponovil iz prejšnje, novembrske prezentacije, ki je bila že parkrat omenjena. Jaz moram reči, da sem vseeno malo razočaran, da v bistvu tako rekoč gledam samo znane obraze, da tako rekoč prepričujem prepričane, ne. Tako da mogoče
omenjam še enkrat to, če mi hočemo posneti avtomobilski oglas, gremo čez enak wetting proces, kot gre nekdo, ki dela aluminijaste odpreške ali pa če dela, ne vem, preobleke usnjene za prvo vgradnjo. In na koncu ta klasična industrija pa ponavadi dobi pogodbo za 7-8 let, odvisen kolikšna bo življenjska doba tega avtomobila in pač za ta čas ve, da ima toliko pa toliko služb. Mi pa moramo se boriti za vsak projekt posebej, ampak na koncu vsem zaposlimo po nekaj 100 ljudi dela lahko na enem projektu. Sam razlika je pač ta, da za mene delajo mogoče 14 dni, pa za Andreja delajo naslednjih 14 dni, pa pač za nekoga tretjega pa naslednjih 14 dni. In naša produkcija recimo v sezoni, polet, ki je veliko dela, se lahko zgodi, da imamo 3-4 projekte naenkrat in v tistem času imamo mi pred kamero in za kamero po 800 ljudi na plačilni listi v enem mesecu. In to je pač po mojem čisto resno primerljiv s kakšno srednjo tovarno. Skratka, mi smo ena čisto zaresna industrija, razlika je mogoče samo ta, da pač se naši produkti izvozijo po FTP protokolu, niso opredmeteni in nas zato dostikrat ljudje zelo težko razumejo. Nimajo šleparja, kamor bi vse skupaj naložili, podpeljali in pač ne moremo tega pokazati. Ne. Mogoče pa še tako za konec, samo naše podjetje v hotelih Union, samo v hotelih Union letno realizira približno 2500 nočitev. To je pač brez, da gremo v Bovec ali pa na Bled, ne. Pa brez ostalih hotelov, ki jih imamo v Sloveniji. Mogoče bi vam še to povedal, da če ne bomo se hitro obrnili, ne, you snooze, you lose. Mi smo zdajle, jaz mislim, tle pač ta študija ni podatkov zajela, ampak jaz mislim, da je celo že v rahlem zatonu. Tle smo mi zdaj sam grafe gledali, kako gre vse navzgor, ampak manjkajo podatki recimo za 18 pa 19 leto in jaz mislim, da smo zaradi vseh, predvsem teh birokratskih ovir, dosegali v bistvu pač da smo na platoju, da nam se pa počasi krivulja obrača navzdol in da bi bilo pač škoda, da bi temu tako ostali. Mogoče še za konec to, da je škoda, da zapravljamo po svetu javni denar in se prodajamo kot filmu prijazna destinacija, pa pač ljudje pridejo sem, se pa nič ne da. V Gizu slab smo zračunali, da smo v zadnjih 5 letih v bistvu zgubili 454 snemalnih dni. In jaz sem snemalni dan po mnenju mojih kolegov zelo konzervativno ocenil na 50 000 evrov, z tega se zdaj ne znam tle gor priklicati. Tale. Ja, takole. Pa to zgleda v številkah. Ne. 454 izgubenih snemalnih dni, zato ker ne smeš plavati recimo v Bohinjskem jezeru ali pa zato ker pač ne smeš vstopati v Univerzo Ljubljana, je v bistvu direktno rezultiral, pa poudarjam po mnenju mojih kolegov, članov Giza, konzervativna cena, da 22,7 milijonov evrov prihodkov in 8,7 milijonov neposrednega učinka v proračunu, da ne bomo upletali s ta hudo številko, ki je, rečemo temu, multiplikator je pač, se ga da mogoče tudi kako drugače interpretirati, ampak številke niso majhne, mogoče, če vidite, 8,7 milijonov je samo pač neposredni fiskalni učinek, to je v bistvu 1,5-letni budžet od Nataše. To so resni denarji, o katerih se pogovarjamo in moramo vedeti tudi to, da te ljudje, ki, bom rekel, nam stojijo naproti ali pa nam mečejo polena pod noga, tukaj se ne pogovarjamo mi v neki množici, tukaj govorimo mogoče v 4, 5, 6 ljudeh. Tako da to bi se mogli dal popraviti. Skratka, če dobimo kakšen velik projekt, ga uresničimo skupaj, zato ker mi za res velikega projekta pravzaprav ne moramo speljati, ker nam manjka en kup podpornih študij. Mi že hotelskih sob nimamo dosti za velik projekt, kaj šele, da bi imeli za resen studio. O tem smo tudi pač veliko govorili. Mislim pa, da je pač zdaj dosti dober momentum, dosti entuzijazma je, končno se mi zdi, da so nas pač slišali, kasneje boste slišali še dobre prakse iz Estonije, Litve, Hrvaške in mi smo lahko boljši od tega. Sam, če bomo pač delali skupaj za ta cilj in jaz mislim, da je to možno. Zdaj, na začetku pač sem tega bonda kazal, lahko bi tudi to naredili, komod, zakaj ne, številke pač bojo fajn, pa še
zakaj ne bi Bond enkrat tukaj pri nas bil. To je pa to. Hvala lepa, gospod Ban, za predstavitev.